Danes si bomo ogledali Škocjanske jame. Danes si bomo ogledali en del Škocjanskih jam in sicer bomo skozi ta umetni rov šli v naravno, tiho jamo. To je en tak suh rov, poln kapnikov in rečnih sedimentov, ki jih je reka tukaj odložila. In potem si bomo ogledali še en del pravega vodnega dela, podzemnega kanjona z reko, ki teče po dnu. Od kdaj pa je ta jama že poznana? Jamski vhodi, nekateri so poznani že iz prazgodovine, to pomeni več tisoč let. Prav notranje dele jame pa so po reki začeli odkrivati v 19. stoletju. Ja, zdaj smo prišli pa v čisto pravo jamo, ta se imenuje Paradiž. Nahajamo se v veliki dvorani tihe jame, približno 90 metrov pod površjem, nekje pod sprejemnim centrom. Wow, kako velik pa je ta kapnik? Ja, ti so tako imenovani orjaki, najvišji kapniki, stalagmiti pri nas. Tale meri v višino okrog 15 metrov, pa tudi precej star je, vsaj starejši od 360 tisoč let. Kako hitro pa rastejo kapniki? Zelo počasi. Včasih samo kak milimetrček v 100 letih ali pa več. Lahko rastejo pa tudi hitro. Imamo primer v Škocjanskih jamah, kjer se je na 100 let stari ograji nabralo 5 cm sivih. Kaj že to pomeni stalagmit in stalaktit? Stalagmit je tisti kapnik, ki raste iz stav gor. Stalaktit je pa tisti, ki iz stropa raste dol, ima črko T, ki pada. Evo, tukaj imamo en primerk stalagmita, ki raste gor, stalaktita in kmalu se bosta združila. Kaj nastane? Steber. Res je. Pa vmes pa še malo manjka. Kako pa mislite, da bo to še potrebno, da se združite? Ja, glede na to, da je tlele vmes še ne pol centimetra približno, pa da raste to, ne vem, recimo 1 milimeter na 100 let, recimo, bi jaz temu dal približno med 500 pa 750 let. Jaz bi pa rekla kar 1000 let. Ja, se sta kar dobro zadela. Sicer pa se bomo vrnili čez 650 let, pa bomo to preverili na licu mesta, prav? Ne, da. Kaj mislite, da je tole? Od ognja kaj? Od ognja? Ni od ognja. A so tle kar šmorom pekel? Niso šmoren pekel. Škoda. Kdo bi to pustil tukaj? Živali. Živali? Katere živali? Netopiri. Netopiri, bravo. Kaj pa je pol to? Vam pomagam? Ja. Ja. Tu so iztrebki netopirjev. Tukaj gor je bila kolonija netopirjev in tu so pustili za sabo. Kolonija se je Tok pomaknila. velik. Ja. Hop, stop. A slište? Kaj pa bi to bilo? Neka voda? Ja, neka reka. Res je. Zdaj prehajamo v del, po katerem teče podzemna reka po dnu. Kako pa so to jamo odkrili? Po tej deroči reki so jamo dejansko raziskali v čolnih, lesenih čolnih, s katerimi so prečkali brzice in slapove in raziskali celotno jamo od ponora pa do sifona na koncu v dolžini 2,5 kilometrov. Wow. In prišli živi ven. Je pa zanimivo, da so tiho jamo, po kateri smo šli zdaj, raziskali precej kasneje kot sifon na koncu podzemnega toka reke. Namreč tam so prodirali s čolni, tukaj gor so mogli pa preplezati 60-metrsko steno, so se pa pol kasneje sam sprehodili po celotni tihi jami, to je pa res. Kaj pa tabla pomeni? To je v bistvu nivo poplave tega dne in tega leta. To tukaj je bilo vse zalito z vodo. Kaj? Vse. Ja. A je bilo toliko deževja na površju, da je toliko proničalo? Dobesedno je tak poplavni val pritekel v jamo, da je zalil komplet jamo čez 100 metrov višine. Ja. Wow. A v jami živijo kakšne živali?
V jami živijo prave jamske živali, to so drobni rakci, polžki, imamo tudi prav v škocjanskih jamah posebno vrsto, ki živi samo tukaj, en pajkec majhen. Potem so pa živali, ki jame uporabljajo samo kot dom, recimo netopirji, pa tudi kakšne ptice, skalni hudourniki, pa golobi,